poznavanju, ki obravnava logiko in etiko, metafiziko, ki obravnava ontologijo, racionalno teologijo, kozmologijo, racionalno psihologijo, praktično filozofijo, ki obravnava etiko, moralo, sociologijo in pravo, ter estetiko in religijo. Se pravi, resnično, dobro in lepo, metafizična tmica, ki sem jih omenjala že prej, je vodilo vsega in vpliva na celostno filozofijo, ki se ukvarja s temi razsežnosti in človekovega bivanja. Lampej z področja psihologije napisal 4 pomembne prispevke, spomin v letopisu Matice Slovenske, poglavje Dušeslovje v Vodoslovje, monografsko obdelavo psihologijo v knjižnem delu Dušeslovje in dušeslovno pismo v Domovni svetu. Najpomembnejše je precej obsežno delo Dušeslovje, saj ima kar 528 strani. Po Pečakovem mnenju je v Lampetovem Dušeslovju pomembna predvsem strokovni vidik, ki pomeni velik korak naprej od Gabrščekovega izkustvenega Dušeslovja in presega celo veliko kasnejši psihologiji Webera in Oswalda. Lampetovo Dušeslovje je izredno vsestranska knjiga in predstavlja dokaj veren prikaz tega, kar je dosegla psihologija v koncu 19. stoletja, čeprav v njej prevladuje analitično strukturno usmeritev. V svojem delu obravnava pomembne razsežnosti človekovega duševnega delovanja, kot so fiziologija našega čutenja, zaznavanje in čutenje, predstavljanje, umsko delovanje, življenje, duševno življenje in tako dalje. Lampetovi psihologiji prihaja v poštev opazovanje, analiza in umevanje. Glavni vir pa so izkušnje oziroma opazovanje samega sebe, opazovanje drugih, zgodovina in pesništvo. V Dušeslovju Lampet prikazal svojsko teorijo osebnosti iz dinamičnega in razvojnega vidika, ki ni povsem brez povezave s sodobno psihologijo. Citiram, duša in telo sta eden človek, eno bitje in eno bistvo. V vseh pojavih se kaže vzajemnost duše in telesa, taka vzajemnost, da je njuno delo eno samo delo. Konec citata. V tem monizmu spoznamo Aristotelovo filozofijo, na katero se Lampet posebej sklicuje. S tem je povezan tudi Lampetova moderna opredelitev razlik med spoloma, ki jo razlaga z vidika anatomske oziroma fiziološke zgradbe telesa, ki se odraža v duševnem življenju moškega in ženska. Citiram, ta razlika izvira iz različne telesnosti z duševnostjo sklenjena bistveno. V naravnem oziru je človek, bodi si moški ali ženska to, kar stori sami sebe. V tem je ženska moškemu popolnoma kos in enakopravnost. Pomembno je tudi Lampetovo pojmovanje družbe in njenih razsežnosti. Posameznikov razvoj odvisen od družbe, saj mu le ta omogoča spoznavanje njegovega vlastnega namena, ki je bistveno odvisen od dobrih medčloveških odnosov. V tem pogledu je pomembna Lampetova ugotovitev, da je vedenje obča last vseh ljudi in zrcalo skupnega duševnega življenja in delovanja. Lampetovo delo v vzgojnem zavodu Marjanišče. Tukaj se bomo predvsem posvetili njegovim načelom, vzgojnim načelom, ki izhajajo iz neotomističnega razvijanja filozofskih načel, ki sem jih omenjala prej. Neotomistična filozofija je totalen sistem filozofski, ki se pravzaprav ukvarja z vsemi razsežnostmi bivanja človekovega življenja. To je katoliški koncept razmišljanja in se ne sklada s takratnim novoveškim konceptom subjektivističnih filozofij. Lampej Marjanišču posvetil precejšnji del svoje življenjske energije v delu z osirotelimi dečki. Dejavno je sodeloval pri oblikovanju vzgojno-pedagoškega dela v Marjanišču in s tem upozoril na mesto, vlogo in na pomen, ki ga lahko ima takšen zavod v kulturnem življenju in razvoju naroda. Vodstvo Vincenceve družbe je leta 1883 pripravilo osnutek statuta Deške sirotišnice Kolegium Marijanov in ga predložilo oziroma cesarsko-kraljevih deželnih vlad. Statut ustanovi in vodila za šolskega oziroma pedagoškega vodja skupaj s hišnim redom je potrdil, citiram, slavni državni zbor na seji konec 1884. Po tem statutu je bilo Marjanišče zasebni zavod, ki sprejema uboge in zapuščene vrečke katoliške vere, ki se, citiram, onde priskrbujejo, odgojujejo in podučujejo, da se jim bodo v prihodnje mogoče preživeti in vstopiti v državljansko službo. Konec citata. No, to je knjižica Marjanišče, ki jo je spisal Frančišek Lampet. Prvi uradni ravnatelj Marjanišča je leta 1885 postal komaj 26-letni Frančišek Lampet. Pod njegovim vodstvom se je nadaljevala izgradnja zavoda. Zasebna deška šola v Marjanišču je leta 1886 dobila tako
kasneje postala prva zdravnica. Predstojništvo licencije družbe si je pomagalo z nabiranjem prispevkov, dobrotnikov, ki so se odzvali na javne pozive po pomoči. Tako so se nadaljevali gradbena dela in do leta 1887 so poleg kapele gradili še gospodarski del, hlevo, rastlinjak, čebeljak in vrtnarsko hišico. In tako nadalje v stranskem krilu glavnega poslopja, ki je bil do leta 1892, so bile 4 šolske učilnice, v leti stavbe pa je bila dobro opremljena trgovnica. Prostore bomo lahko potem videli na fotografijah. Šola v Marjanišču, ki je bila leta 1892 razširjena v 4 razrednico, je lahko sprejela 160 učencev, od tega je bilo v 90 letih okrog 50 zunanjih. No, to je poslopje Marjanišča s posestvom, Marjanišče pogled z Poljanske ceste, to stavbo lahko vidimo še danes, in pa del Marjanišča po potresu leta 1895, ki so ga potem morali obnoviti. Sedaj bomo govorili o apostolski avtoriteti in Lampetovih načelih vzgoje gojencev v Marjanišču. Po ugotovitvah nekaterih sodobnih pedagogov je apostolska avtoriteta neločljivo povezana s svetopisenskim pojmovanjem moči. V tej obliki je lahko predstavimo takole, citiram. Vse moči ustvarjenega sveta izvirajo iz moči Boga stvarnika. V hierarhiji tuzemskih moči ima posebno vlogo človek, ki ga je Bog ustvaril za gospodarja nad zemeljskimi biti, vendar tudi vse njegove moči izvirajo iz Boga oziroma Božje milosti. Hierarhija moči je tudi v medčloveških odnosih, tako na ravni medosebnih odnosov v družini, širših skupnosti ali celo med sosednjimi narodi, zasnovana pa je na milostnem potrjevanju Božje karizmatične pomoči, ki je Bog daje izbranim posameznikom oziroma narodom. Konec citata. Še enkrat Frančišek Lampe s svojimi gojenci. Apostolska avtoriteta naj bi torej bila utemeljena z Božjim poslanstvom, zato ni vezana na racionalno utemeljene kvalitete vzgojitelja. Vzgojiteljeva karizma je vezana na Božji dar, predvsem pa izhaja iz njegove trdne vere v lastno poslanstvo, poklic, ki mu daje še posebno prepričljivost. Apostolska avtoriteta naj bi bila povezana tudi z opredelitvijo krščanske patriarhalne vzgoje, ki pomeni krščansko pojmovanje morale in predpostavljenih vrednot, značilno delitev očetovstva in materinske vloge pri vzgoju otrok, poseben pogled na otrokovo naravo, ki jo zaznamuje nepopolnost, nedoraslost in obremenjenost z izvirnim grehom ukvarjenost. Na tesno prepletenost načel patriarhalne morale vzgoje in krščanstva kažejo praktično vsi poljubni pedagoški spisi, ki so se v našem prostoru pojavljali ob koncu 19. stoletja. Omenjena poljubnost pedagoških spisov, ki jih je Lampe poznal in v domu in svetu opisal njihove kratke recenzije, kaže na neko neenotno vzgojne doktrine, ki se je vsak katoličan ali nekatoličan lahko razlagal nekako po svoje. Lampetova vzgojna načela so na videz usklajena s pojmovanjem apostolske avtoritete. Vendar Lampe pred avtoriteto vzgojitelja postavi avtoriteto vrednot, ki pospešujejo napredek otrok. Njegova vzgojna načela so vpeta v njegov koncept tomistične filozofije, ki poudarja umske razloge za verovanje in se v svoji nadgradnji prepleta svetopisemsko razodetanje. Pravila vzgoje se tako prilagajajo življenjskemu položaju dečkov v Marjanišču, ki so največkrat osiroteli in brez enega ali obeh staršev. Lampetovova vzgojna načela podpirajo bolj ali manj vse tiste elemente vzgoje in izobraževanja, ki zagotavljajo bolj zdravo skupnost in spoštljiv odnos do življenja. Opredelitev krščanske patriarhalne vzgoje v tem primeru ne zdrži, saj mora koncept ljubezni staršev do otrok zamenjati višjo osmislitev starševstva, to je Božja ljubezen, v katerem je utemeljena tudi starševska ljubezen oziroma ljubezen do sočloveka do vsega stvarstva. Tomistični koncept je pač tak, a ne. Vse izhaja iz prvega vzroka, to je Boga, in vse je utemeljeno v zadnjem vzroku, ki je hkrati tudi prvi vzrok, to je Božja ljubezen, a ne. V tem smislu utemeljuje Lampe starševsko ljubezen, predvsem ko gre za otroka, gre starše. No, to so fotografije gojencev, marjaniški gojenci, pripleteni slamnikov in izdelovanjem porožnih vencov in pa marjaniški gojenci pred jaslicami uprizoritev Jezusovega rojstva. To so fotografije iz doma in sveta. Vzgojna načela Marjanišča, ki jih je Lampe razvil, so naslednja. Svoja vzgojna načela je Lampe utemeljil takole. Vzgoja temelji na nauku svete vere. Citiram, najprej trdimo
izkazujejo vse skozi pomagali svete vere. Marijanišče je izvedeno na podlagi katoliške vere v duhu prave krščanske ljubezni. V tem duhu tudi živi. Brez krščanske dobrodelnosti bi moralo Marijanišče ponehati. Konec citata. Drugič. Bojence se vzgaja kot domače družine z ljubeznijo do otrok. Citiram. To načelo je z drugo besedo ljubezen do otrok. Otroci v Marijanišču lahko spoznajo, da jim predniki hočejo prav in dobro. Lahko razumejo ljubezen prednikov tudi tedaj, kadar jih kaznujejo. Konec citata. Vzgoja je trda, moška. Citiram. Kakor je izraženo v domačih navodilih, jaren gospodov nositi. Vzgoja v Marijanišču ni mekužna, ampak krepka, moška. Otroci se morajo trditi, da bodo kdaj lahko prenašali težave življenja. Tukaj moramo vedeti, da gre tudi za vzgojo dečkov, da deklici to poudarja princip možnosti. Četrtič, potreben je nenehni nadzor nad gojenci. Citiram, ne samo, da se s tem zabranijo prestopke in napake, ne navadijo se otroci tudi, da se nikdar ne spozabijo, nikdar ne zanemarijo, nikdar ne zaidejo napake, kako bi zašli brez nadzorstva. Konec citata. Petič, prestopkov se ne preiskuje, temveč se jih prepoveduje. Citiram, to je sila važna. Človeka moramo obvarovati greha. Kdor to stori 100-krat bolje, kakor da grešni pogled očita, ko je že storil. Po tem načelu se vedno pade, da otroci ne zaidejo nevarnosti. Konec citata. V navodilih šolskega vodja so bile zapisane tudi naslednje vzgojne metode in obdobji. Prvič darila in pohvale in pa drugič kazen. O skrajnih vzgojnih ukrepih je odločal ravnatelj, zato je zelo verjetno, da ti niso bili prav pogosto uporabljeni, saj je LMP veljal za glavnega moža in strpnega katolika. No, to so prostori, ki sem jih prej omenila. Zdelite v Marijanišču, oltar v kapeli Marijanišča, spalnica in pa sodobna telovadnica. To je bila ena izmed sodobnejših stavb danjega časa, v katerih so se vzgajali in izobraževali dečki. Predstojništvo Marijaništva je dečkom v končanem šolskem letu ali šola nudilo tudi pomoč pri nadaljnji usmeritvi. Spostavljalo je stike z obrtniki, da so otroci lahko napredovali kot vajenci v različnih strokah. Iz Lampetove korespondence lahko vidimo, da so se obrtniki glede vajencev redno obračali po pomoč Lampetov, izjemoma tudi med šolskim letom. Marijanišče se je pod Lampetovim vodstvom zelo lepo razvijalo in napredovalo, vendar je Lampe zelo mlad umrl in njegovo delo so morali nadaljevati drugi. Po njegovi smrti 24. septembra 1900 je vodstvo sirotišnice začasno prevzel njegov nečak, teolog, publicist in politik Eugen Lampe, ki je bil tudi sam nekoč gojen s Marijaniščem. Lampe je ob smrti zapustil v sirotišnici vso svojo dediščino. Najbolj pomembno za Marijanišče je bila njegova zapuščina na vzgojno-pedagoškem področju. Lampe je bil sicer res zagovornik takrat časa koreninjenega modela versko-naravnega vzgoja utemeljenja apostolske avtoritete. Vendar pa je otroke obravnaval kot civilite osebnosti. Pri vzgoju upošteval načela, ki spodbujajo k razumevanju, doživljanju, ohranjanju in priznavanju osebnih, družbenih, estetskih in moralnih vrednot, kot so ljubezen, resnica, svoboda in druge vrednote, ki gradijo identitetno močnejšo in pravičnejšo skupnost. Njegovo delovanje na vzgojno-pedagoškem področju je zgovoren in prepričljiv dokaz za to, da je mogoče različna področja, znanstveno, religiozno, socialno, gospodarsko, politično, kulturno, medsebojno prepletati in graditi boljše vrednostne osnove za zdrav razvoj naroda, ki se uspešno sklada z izjemami sodobnega življenja. No, to so še pa fotografije njegove spominske plošče v Črnem vrhu in pa njegovega spomenika. To bi bilo vse. Hvala lepa. Lahko še kdo vpraša, če želi. Pa bomo malo posebno. Hvala lepa, magistri Luček. Zdaj pa nam bo magistra Aleksandra Sršek predstavlja prispevek otroška dnevna zavetišča, ki so delovala v Ljubljani v obdobju prve svetovne vojne. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
zavetišči za revne šoloobvezne otroke. Ta tema je zelo obsežna, zato jo nisem dobila ne v prispevki objavljeni tudi danes, pač vso predstaviti, tako kot bi želela. Ustavila se bom na nekaj problemih in sicer ustanovitev teh zavetišč, potem njihov namen in pa status otrok, ki so ta zavetišča vodili, potem pa še sredstva, s katerimi so vzdrževali ta zavetišča in pa prehrano, ko so otroci v teh zavetiščih dobivali. Med Prvo svetovno vojno je bilo zelo kritično stanje otrok, šoloobveznih otrok, ki so bili izpostavljeni pravzaprav vsem zunanjim slabim vplivom in država se odločila, da je treba ustanoviti za take otroke, ki se potepajo po cestah in so pač izpostavljeni kriminalu, da je treba zanje poskrbeti in je zato že Ministrstvo za kulturo in bogočastje že 15 leta izrazilo željo in potem zakonijo, da se ustanavljajo v velikih mestih in pa v krajih, kjer je razvita industrija, zavetišča za šoloobvezne otroke. V Ljubljani so pač s pomočjo deželnega zbora, deželne vlade in mestnega šolskega sveta in same občine Ljubljana ustanovili dve začasni zavetišči, ki sta delovali 37 dni. Prijavljene otroke so razdelili na skupine in v vsaki skupini je bilo 35 otrok. V Ljubljani je bilo teh skupin 4, v Šiški pa 3. Namen teh dveh zavetišč, pa tudi ostalih zavetišč časno, je bilo to, da so zbirali otroke od 5. do 14. leta. Otroci so bili ves teden v zavetišču in so v bistvu od 8 do 18. ure, kjer so v bistvu pod nadzorstvom učiteljev, učiteljic in varuš se igrali, hodili na izlete v bližnjo ali daljno okolico Ljubljane, ali pa so v slabem primeru bili v bivalnih prostorih, kjer so pravzaprav se znova igrali, pisali, brali, peli in se tudi seveda učili. V arhivskem gradivu je pač eden izmed urnikov ohranjen, to je urnik dekliškega zavetišča v Lichtenburgu. Najbolj so bili taki urniki tudi za ostale skupine dečkov in deklic. Zakaj sem tega izpostavila? Je zato, ker so v Ljubljani je bila skupina 35 deklic, ker v Ljubljani so bile težave z bivalnimi prostori, so te deklice dali to zavetišče v Lichtenburgu. Saj do leta 1917, ko so se pač zadeve glede bivalnih prostorov, kuhinj in obednic popravljale. No, že prej sem omenila, da so zavetišči delali samo 37 dni in sicer so otroci v teh zavetiščih bili od jutra do večera. Potem se je pa finančna situacija malo pokvarila in so se morali zapreti s tem, da se je pa tudi začel v tem času pouk, torej zavetišče v taki obliki ne bi mogla več obstajati. Je pa se izkazala velika potreba, da bi to delo zavetišča, ti dve zavetišči nadaljevali in zato so se začasni zavetišči preoblikovali v stalni zavetišči in sta v bistvu delovali samo cel dan, ampak otroci več niso bili cel dan v zavetišču, ampak so bili med jutranjim poukom in popoldanskim poukom v zavetišču in v odmorih. Seveda so v zavetiščih skrbeli tudi za prehrano in sicer so dobivali jutranjo in popoldansko malico in kosilo. Že prej sem omenila
brez težave v Ljubljani z lokacijami. Zato cele 17-18 leta so te lokacije zavišene s tem, da so dobili nazaj šolo na Zojzami cesti. Se upravičujem, ki suha v bistvu. In pa na Florijanski ulici. Medtem, ko so vsaka leta do 17 leta, pravzaprav se zelo sedi. Kuhinje so imeli v ljudski kuhinji, pa v vojaški kuhinji, potem so imeli v Mostah kuhinjo, na Blajvaj so bili današnji Prešernovi, poleg deželne vlade. Medtem, ko pa v Šiški so te prostori, so se naselili 16 let v prostorih in so vse obdobje vojne imeli v Faberjevi hiši.